Moj današnji sogovornik je zapisal, da vsakemu od nas obstaja to vprašanje. In zdaj je čas, da si ga odgovorimo in da v skladu s tem tudi zaživimo. Že več kot 40 let se ukvarja z različnimi potmi in na prihajajočem vikendu, intenzivu, boste imeli priložnost in možnost, da resnično izkusite sebe. In kot mnogi pravijo, ki so mogoče že dolgo časa nazaj, ker tole smo ga mogli pa kar malo prepričati, da je to vikend, ki je najtežji, ampak hkrati tudi najlepši. Lepo pozdravljen in dobrodošel. Znan obraz v oddaji Klepet ob kavi. Jamie, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Že 40 let se ukvarjaš z vsemi temi različnimi zadevami, ampak od tega intenziv vikenda je pa zdaj minilo že kar precej časa, a ne? Kar. Skratka, jaz sem začel tam 82. s prvo svojo udeležbo na takem intenziv. Normalno ta intenziv, ki ga bom zdaj predstavil, je plod 40 let izkušenj, bom mečkan malo drugačna forma, ampak prvič, ko sem se udeležil na takem intenzivu, je minilo že toliko pa toliko let. Kar precej. Kaj boš z ljudmi delal na tej delavnici? Mislim, to vprašanje, kdo si ti, povej mi, kdo si ti, da doživiš ti sebe stran od vseh tistih plasti, pričakovanj, obsodb, kar bi mi mogli biti, kako bi mi mogli izgledati in vse ostalo. Mislim, s čim, kakšno orodje boš uporabljal? Enostavno peljem ljudi skozi določen proces. Proces metodologije je zelo enostavna. Je kar nekaj enostavnih, močnih tehnik, ki so že zelo znane, ampak zelo prilagojene za današnji čas. Razen, da so enostavne, so zelo učinkovite. Skratka, jaz človeka oziroma skupino peljem, da na najbolj kratek čas, najbolj intenziven čas doseže tisto, kar mogoče v klasičnih tradicijah so rabili leta in leta in leta, na varen, siguren način. Se pravi, brez psihadelikov? Brez psihodelikov, brez karkoli, direktno. Zato je ime delavnice intenziv, direktno. Te dve besede so zelo značilne, ker delamo zelo intenzivno. To se pravi, tukaj ni predavanja, tukaj ni prodajanja določenega sistema prepričanja, moraš tako, ampak se direktno takoj že prvi vaji gremo takoj na tisti glavni objekt, to je na kdo mi smo. So različna vprašanja, različne meditacije, različne metodologije, različne tehnike, da čim prej, čim bolj direktno in najbolj varno dosežemo tisto, kar pravzaprav je vsema nama že naravno. Vsak ve pravzaprav, kdo je, ampak ne prihaja v stik s tem. Skozi ta proces se pa prebijamo skozi morje vseh omejevalnih prepričanj, konceptov, percepcij, ker to je v bistvu glavna zadeva, kar nas moti, da bi direktno sebe doživljali in ne samo doživljali, ampak tudi izražali, delili z drugimi. Se pravi, je to na nek način tudi intenziv odpadanja? Mogoče to, kar si zdaj rekla, je najboljša formulacija, ker to ni učenje, ampak dekonstrukcija, deučenje tistega, kar smo se do zdaj navadili o temu, kaj mi smo oziroma kaj svet je. Enostavno to je odpadanje starih struktur, odpadanja starih programov, odpadanja vseh starih prepričanj. Ko rečem odpadanja vseh prepričanj, ni dobesedno vseh, ker tisto, kar je koristno, bomo obdržali, ampak vseh tistih motečih zadev, zato da mi sebe dejansko doživimo, moramo biti čisti. Česa? Svoje lastne miselnosti. Verjetno je neti ena izmed tehnik? To je mogoče najbolj pravilna uporaba besede. Da bi nekdo doživel, kdo je, najprej mora iti skozi neti oziroma kaj on ni. Ja, sem že izvajala te zadeve tudi na kakih teh delavnicah, sploh počitnicah in tako naprej. In moram reči, da je močna zadeva. Pride do solz, pride do marsičesa, tako da verjamem, da tale delavnica ne bo udobna. Ta
delavnica nikoli ni udobna, ker se soočamo z lastnimi lažmi, lastnimi iluzijami. Ne? No, evo, pa ste že zvedeli, da verjetno to ne bo ona delavnica, ki je 300 ljudi, a ne? Verjetno, res. Pa, ki se ljudi malo gor pošilja, a ne? Stran od problemov in stran od vsega. To ni motivacijska delavnica, to ni, da napihujemo, da se dobro počutimo, da kreiramo energijo. Normalno, kreira se dobra energija, kreira se povezovalna energija, ampak kreira se čista energija brez napihovanja dodatnega. Ker glavni objekt smo mi sami. Moj edini cilj je, da omogočim tako okoliščino, da se človek lahko poveže s sabo in da gre direktno. Pot do sebe vodi velikokrat skozi krizo, ampak pot iz krize je skozi krizo. Mi smo sami ta kriza in da pridemo do sebe skozi veliko takih neugodnih spoznanj, v katerih smo se zelo navezali, razkrinkamo. Ne? To nikoli ni prijetno. Ampak rezultat, sadež tega je pa neverjetno zadovoljstvo, neverjetna izpolnitev. Duhovnost mnogi mislijo kot zabavo, da je to neki veselje, ampak delo na sebi je prokleto težko. Ja, velikokrat se mi je že zgodilo, recimo, ko sem potovala po svetu, pa sem se udeleževala različnih delavnic, pa tako naprej. Pa moram priznati, da verjetno kakih 80% je bilo takih, ki te v bistvu res te odzemljijo, v smislu, da te napumpajo in ti se res fajn počutiš, ampak padeš pa zelo hitro dol in se mi zdi, da si še manj v stiku s samim sabo, ampak sam zgradiš neke nove iluzije ali karkoli. In se mi zdi, da je to največja past tega nekega anti-agea. Kako ti gledaš na to? Res je, jaz sem sam šel skozi te procese in sam sem imel s tem probleme, še posebej na začetku. Ne. Res, greš gor, pa ko prideš dam, vse se sesuje, priletiš na trdna tla. 99% tečajev je baziranih na temu, zato ker je bolj tržno usmerjeno vse skupaj. Ne. Tukaj je zelo drugačen pristop. Ne. Zaradi tega, tako kot si prej omenila, verjetno ne bomo pričakovali tukaj 100, 200, 300 ljudi, mogoče peščica ljudi, ampak saj vem, da so to oni, ki so začutili klic po resničnem spoznanju, po resnični duhovnosti. Ne. Pa v bistvu preboj ene take osebe je vreden več. Dovolj, da je samo jedna. Ena lahko podari tisto, kar mnoge delavnice in ljudi in tavžent ljudi nikoli ne bojo. Ker resnica ima to moč. Ne. Dovolj je, da 3 ljudi pridejo k sebi, pridejo v resničnost in taki so več od koristi, karkoli drugega. Ponavadi take delavnice niso množične. Ponavadi niso. Ampak vem pa, da v Istri nekje eni Američani izvajajo tudi nekaj tak podobnega, ampak tam so cene 2500, mislim, zelo se lahko na ta način in tudi vidim to, včasih so te delavnice zelo, zelo drage in pol imaš tak občutek, da si že zaradi tega narediš, a ne, to pa nekaj more biti, a ne. Žal, jaz sem tudi moral iti skozi ta proces, in ko sem šel v Ameriko in sem investiral in tečaj, na katerem sem bil in tudi nekaj elementov na tem tečaju, je bil 7000. Jaz sem si moral sposoditi denar. Definitivno je to predrago, to je precenjena zadeva, je pa res temelji na eni preprosti psihologiji. Ne? Aha, čim bolj drago je, to je vredno. Temu ni tako, ampak ker živimo v tržni zadevi, ker živimo zelo v, kako bi rekel, sistem je tako narejen. Sistemu, kjer temelji na naivnosti. Ne? Potem ljudje laufajo tam, ker je kao, to je tako kot torbice, ker ženske kupijo, recimo Prada, ne? 800 evrov, 1000 evrov, imaš eno torbico, ki mogoče je čisto uporabna. V bistvu gre se bolj na kvantiteto, kakor na kvaliteto. Ne? Vse duhovne zadeve, ki so res resnične, ne? Niso drage, ne smejo biti drage. Morajo biti dostopne,
vsem. Zadnjič sem prebrala eno tako dobro misel v angleščini, upam, da mi zdaj uspejo prevesti v slovenščino, ampak da vse tiste pomembne stvari, ki bodo resnično naredile največjo spremembo v našem življenju, niso pompozne, niso kričeče, niso glasne, ampak so v bistvu tihe, v tišini, v temi in brez kakršnekoli drame se zgodijo. Boljš nisi mogla povedati, v popolnosti se strinjam. Tudi tukaj doživetje, karkoli se bo doživelo, bo imelo to kvaliteto. To je neki notranji, tihi preboj, ki te v temelju spreminja in takrat nimaš potrebe niti hoditi, niti o tem govoriti, niti se hvaliti s tem, niti se postavljati, da si Se je zgodilo. Se je zgodilo in to je neverjetna sprememba. Čeprav rabi človek pol nekaj časa, mogoče leta, da sprocesira, da integrira pravzaprav. Resnica v sebi je zelo enostavno doživeti, to ni težak proces. Tisto, kar je težko pol, kar zahteva celo življenje pravzaprav, da ne rečem več življenja, je integracija. Je beseda naj postane meso, no tukaj rabimo zelo veliko časa. Samo izkušnjo je zelo enostavno doživeti. Evo, torej, če vas zanima kaj več, poglejte na klepetobkavi.si in tudi osebno vam lahko povem, najti nekoga, ki te lahko pelje, ki te lahko vodi in je prizemljen, je zelo, zelo, zelo dragoceno v tem svetu.